Pozdravljeni, moje ime je Tomaž Gorec. Danes vam bom povedal vse o otoku Krku. Namreč zadnjih 5 let otok Krk aktivno raziskujem. Sem tudi avtor tegale online turističnega vodiča za otok Krk, kjer najdete zelo veliko koristnih informacij. Veliko jih bom danes povedal v tem videoposnetku, seveda pa čisto za vse pa ne bo časa, tako da še kaj dodatnega si pa pač lahko pogledate na teli spletni strani otok-krk.si. Link do te spletne strani najdete tudi v opisu tega videoposnetka, tako da se vam ni treba matrati preko Googla, samo spodaj najdete, kliknete in ste na teli spletni strani. Tako da, kakor sem rekel, zadnjih 5 let otok Krk aktivno raziskujem. Na otoku Krk sem bil že več kot 30-krat. Rezultat tega je tudi ta spletna stran. In lahko rečem, da ga zelo, zelo dobro poznam. Evo, tole je mapa otoka Krka. Tukaj vidite, tukaj pridemo čez most, tukaj, kjer vidite miško, tukaj je kraj Omišalj, Njivice, Malinska, mesto Krk. Potem tukaj čisto na koncu je Baška, na drugi strani pa Stara Baška. Krk je zelo priljubljen med Slovenci zaradi bližine. Namreč jaz iz Trebnjega sem na Krku v 2 uricah, tako da je zelo blizu. Ni nobenih trajektov, kakor vemo, na otok Krk nas vodi most. To je tale most, ki ga vidite na sliki. Ta most je iz tele lokacije, ki je tole slikana, tale slika, ga je zelo zanimivo iti pogledat. Tudi ponoči ga je iti zanimivo pogledat, ker so sem pa kakšne lučke in tudi vidi se, ke avtomobili vozijo čez njega. Je pa do tele razgledne točke pridete čisto enostavno. Ko greste po teli cesti, ko prečkate most, v prvem križišču zavijete levo. To je tisto križišče, kjer je tudi za letališče. Zavijete levo, greste nekaj časa naravnost, potem pa ne zavijete k letališču, ampak zavijete levo in se potem skozi po glavni cesti peljete in pridete do tele razgledne točke, ki je po mojem mnenju zelo zanimiva. Jaz jo večkrat obiščem, čeprav sem tukaj že velikokrat bil, se še zmeraj velikokrat ustavim. Zdaj gremo pa kar po vrsti vse te kraje na otoku Krku, ki so zanimivi predstaviti. Meni osebno je na Krku najlepša Baška, čeprav moram reči, da so mi všeč vsi kraji in je vsak nekaj posebnega in v končni fazi, če grem na Krk, mi niti ni toliko zelo pomembno, v katerem kraju sem, ker mi je povsod okej. Tudi Krk je majhen, od začetka do konca meri manj kot 50 kilometrov, tako to pomeni, da tudi če sem, ne vem, v Punatu ali v Šilu, grem brez težav na izletek v Baško ali Staro Baško ali kakorkoli. Glejte, tole spodaj je Baška. Tole je slikano iz, bom rekel, najlepše razgledne točke nad Baško, s katero se da priti z avtom. To je cerkev svetega Ivana. Pač pogledate po Google Mapsu in brez težav boste tole našli. Tako da jaz skoraj vsakič, ko sem v Baški, se zapeljem še do sem gor in si pač, da naredim par fotk. Tista fotka prej je bila slikana za 1. maja, tole je bila pa slikana za 1. novembra, ko so barve morja malo drugačne. Moram reči, da
Otok Krk je tudi še novembra, če je lepo vreme, je zelo lepo na Krku. Tudi kopati se še da. Jaz sem se novembra 2017 kopal brez težav, tako da ni Krk samo poletje, bom rekel, že od aprila naprej je zelo, zelo zanimivo, pa vse do novembra. Baška je znana po tej svoji veliki peščeni plaži, ki se imenuje Vela plaža. Zelo lepa, ampak moram tukaj poudariti, da ta plaža je zelo lepa v tistem času, ko ni glavne turistične sezone. Ko je glavna turistična sezona, je tukaj taka gužva, da če pridete družina, ne vem, mož, žena, 2 otroka, boste težko našli kje prostor, da se boste lahko normalno vsi 4 nastanili na plaži. Kakor sem rekel, meni je Baška čudovita, ampak niti ne pomislim pa ne, da bi v Baško šel, ne vem, med 15. julijem in 25. avgustom. To v nobenem primeru, ker je gužva taka, da je neverjetno, plus tega so cene apartmajev, hotelov in vseh nastanitev, bom rekel, kar za ene 100% večje. Tudi restavracije imajo dražje cene, manj se potrudijo, ko poješ, te že kar malo grdo gledajo, moraš skoraj takoj ven iti, ker pač drug čaka. Če greš pa to potem, bom rekel, septembra ali maja ali celo novembra, imajo pa tudi, nudijo tudi v restavracijah velike popuste, nastanitve pa sploh. Nastanitev za 2 osebe, če pač ne iščete čisto ob morju, lahko izven sezone dobite že od 25 do 30 evrov, za 4 osebe 40 evrov. V sezoni so pa te cene kar še enkrat višje. Tako da v Baško ne v glavni sezoni. Baška je znana po glagolici, to so pač neka vrsta pisave in takole tole je ena od črk in te črke v glagolici boste v Baški srečevali na vsakem koraku. Tudi če greste recimo zvečer ali pa čez dan nekaj spit ali na večerjo, je Baška super, super kraj. Glejte, takole iz teras imate neverjeten lep razgled, tole na levi v ozadju vidite otok Prvič, to, kar še vidite na desni, je še del otoka Krka, tako da je tukaj zelo lepo za iti kaj pojesti, spiti, malo posedeti. Tudi zvečer je zelo lepo, če boste fantje kakšno punco peljali na večerjo, če ste na otoku Krku, vam predlagam, da jo peljete v Baško, ker tukaj je res lep ambient in boste zagotovo naredili vtis na njo. Zdaj, zakaj je meni Baška tako zelo všeč? Iz večjih razlogov. Prvič zato, ker je lepo, tole, ko gledaš tamle v ozadju na ta otok Prvič, pa bi rekel to kamnito vse v kombinaciji z malo zelenega, je meni izredno všeč. Drugo, zakaj mi je Baška tako zelo všeč, je pa zato, ker imaš neomejeno možnosti aktivnosti. Prva in najbolj popularna je pohodništvo. Tudi tisti, ki radi kolesarite, imate veliko možnosti za kolesarjenje. Seveda morate imeti vsaj takle trekking kolo, ki ga imam jaz. To se lahko po teh hribih vozite cele dneve. Izredno zanimivo, izredno lepo, izredno lepi razgledi, tako da če ste oseba, ki ima rada aktivnosti, boste tukaj v Baški zelo, zelo zadovoljni. Glejte, v Baški je veliko teh možnosti za pohodništvo. Tole, ki vidite na sliki, je Mala Luka, na drugi strani je pa še Vela Luka.
To je mogoče meni najzanimivejša pohodniška pot tukaj na Baški, čeprav moram reči, da so vse lepe in bi težko rekel, da je ta najlepša, mogoče za odtenek najlepša, ampak jaz bi rekel, da se splača kar vse prehoditi. Jaz sem prehodil vse, tako da vse to najdete tudi na tej spletni strani Otok Krk. Glejte, če greste na vrh, ki se imenuje Hlam, to je nad Baško, imate takele super razglede, to je neverjetno in tukaj je zelo lepo urejena pot in je primerna tudi za popolne začetnike. Tukaj gre tudi en del, bi rekel, en del poti je tudi neke vrste božja pot in je tudi zato lepo urejena in vsak začetnik lahko gre. No, tukaj je pa potem pogled z vrha Hlama, zelo lepo, zelo zanimivo. No, tole je pa Baška iz druge strani, to, kar sem vam prej razlagal, Vela Luka, Mala Luka, trekking pa Hlam, je to na drugi strani, to odzadaj, ki vidite, glejte tukaj, ki grem z miško. Tole je pa še druga stran, kjer je tudi veliko možnosti za pohodništvo. Najdaljša pohodniška pot je, da greste iz Baške v Staro Baško. To traja kar ene 3 urce v eno smer, drugače izredno lepo, izredni pogledi dol na otoke. Jaz imam občutek, da se skoraj do Zadra vidi, tako da tudi na tej strani so zelo, zelo lepe možnosti za pohodništvo, tako da to je res tisti, ki radi hodite, vam bo izredno, izredno všeč tukaj. To je ena od slik, takole izgleda za 1. maja, potem če greste septembra, novembra, spet malo drugače izgleda. No, če boste imeli pa srečo, lahko pa tudi srečate Dejana Zavca. Jaz sem tukaj glih na nekem pohodništvu, pač šel sem na en pohod in slučajno srečam Dejana Zavca. Sicer ga poznam že od prej, od enega seminarja, no, pa sem ga še prosil za eno fotko, seveda Dejan je izredno prijazna oseba in je bil takoj za to, da narediva to fotko. Glejte, na tej moji spletni strani otok-krk.si so opisane vse pohodniške poti v Baški in okolici. Tudi spodaj v opisu videa najdete link do tega in tukaj, glejte, potem imate Uvala, Vela Draga, Obzova. Obzova je najvišji vrh otoka Krk, Uvala, Vela Draga, tukaj bi mogel reči Uvala, Vela Luka, planinska pot do Stare Baške, pot na Hlam. Vidite, vse te 4 najbolj zanimive pohodniške poti so opisane, tako da pejte si to pogledati. Vsaka posebej ima tudi veliko slik in podroben opis. Drugače pa lahko tudi, to priporočam, na vsem tem turističnem informativnem centru brezplačno dobite karto teh pohodniških poti, kolesarskih stez, tako da to pejte puj, tudi v nekaterih hotelih pa apartmajih imajo, tako da to dobite popolnoma brezplačno. Imate pa tudi link do tegale članka o pohodniških poteh spodaj v opisu video posnetka. Jaz sem malo bolj tak avanturističen in grem z avtom rad kdaj tudi malo izven, bi rekel, takih urejenih cest. No, tole tudi nad Baško so takele, bi rekel, bolj kozje poti, ki so super za kolesarjenje. Jaz sem to vse s kolesom prekolesaril.
Tale slika je pa dober let nazaj, ko sem s sabo vzel Aleksa, to je moj prijatelj, ki me na dostih potovanjih spremlja, je strokovnjak za snemanje z dronom, pa me tudi to malo uči. In ker sva rekla, da greva tukajle malo posnet, sva se pa kar z avtom odpravila, čeprav tale cesta je običajno, je tam, ko vstopiš na njo, je rampa in je zaklenjeno, ne moreš priti, ampak ker je bilo to za 1. novembra, ker ni bilo to več turistov, so imeli odprto in midva so se lepo z avtom zapeljala, ampak žal so imela ta defekt, tako da sem mogel zamenjati gumo, ampak na koncu se je vse srečno končalo. Če imate kolo, pojdite po teh stranskih cestah, makadamskih, raje s kolesom, bo boljše kakor pa z avtom. No, naslednji kraj, ki mi je tudi izredno lep in zanimiv in ga skoraj vsakič obiščem, kadar grem na otok Krk, čeprav je malo odročen, to je Stara Baška. Veliko ljudi ima občutek, da Stara Baška pa Baška, da so to čisto skupaj, ker je pač ime podoben oziroma skoraj isti, ampak ni res. Stara Baška je od Baške po cesti oddaljena več kot 30 kilometrov. Zračne linije sicer sta zelo blizu in kakor sem prej rekel, ne, tudi pohodniška pot iz Baške v Staro Baško je možna ali pa kontra in to hodite 3 ure, tako da to je veliko krajše kot 30 kilometrov, v bistvu samo prečkamo. Če gremo z avtom, naredimo pa en tak velik krog čez Punat, tako da je kar malo daleč, ampak glejte, meni ni nikoli žal, da grem v Staro Baško. Po končni fazi prav v mestu Stara Baška se niti ne ustavljam, ampak zanimive so mi te plaže, ki so v okolici Stare Baške. Glejte, tole plažo vidite, še preden pridete v Baško. To je, ko se z enega hribčka spustite dol proti morju, boste zagledali tale zalivček. Zelo težko ga boste zgrešili, tukaj se zelo veliko ljudi hodi kopat, videli boste tudi avtomobile parkirane ob cesti, posebej še če je sezona, je ful teh avtomobilov parkiranih in ljudje se tukaj hodijo kopat. Ene 10 minut boste porabili peš, da boste dol do te plaže prišli, samo kar je pa mogoče tudi dobro, ker se vsakmu se to ne da iti peš dol in potem to pomeni manjša gužva in je super, no. Tako da jaz se tukaj grem velikokrat kopat. Ni pa tukaj samo za kopanje, glejte, če pogledate tukajle, se pravi, glejte, ko sem z miško na desni strani, vidite tukaj neko potko naprej. Če greste po tej potki na pohod, pridete do tele plaže, ki jo vidite tukajle na sliki. Ta plaža se imenuje Zlata. Zlata se verjetno imenuje zato, ker je to ob večerih vse čisto zlato. Jaz, ko sem bil za 1. novembra, je bila ne samo plaža zlata, je bila tudi okolica vsa zlata. To vidite tudi na naslednjem posnetku, no, bom rekel, ki je bil takrat novembra posnet, tukaj mogoče se najboljše ne vidi, ampak tukaj je bilo res takrat vse zlato. Zdaj, če greste po te potki, ki sem vam jo tam prej pokazal, boste do te plaže hodili kakšno urico pa pol do 2, bolj siguren 2 kot urico pa pol, no. Ampak pot je izredno zanimiva. Vmes vidite ful lepih zalivčkov, takih čist osamljenih, tudi če se greste kaj kopat, boste verjetno sami imeli cel zaliv zase, no, razen poleti, ko iz kakšnem čolni pa jahtam pridejo turisti, takrat mogoče ni čist, da boste čist sami, če ste pa to izven glavne sezone, je pa velika možnost, da boste čist sami. Drugače, zanimivost te plaže je to, da se sploh ne da do nje priti, da bi pač
peš, ampak morate priplavati ali priti s čolnom. Tako da pač, če pridete do tle, se nekje tukaj ali tukaj greste na levi ali desni strani, skočite v vodo in plavate noter na plažo. Dobro, če imate kakšen čolnček, jadrnico ali jahto, vam je pa to bistveno olajšano. Kakor pravim, ne, ta pot ni zanimiva samo zaradi te plaže, še cel kup drugih plaž lepih je vmes in jaz to res priporočam, da si vzamete čas in si pogledate. No, naslednja izredno zanimiva plaža je plaža Zala. To je spet v okolici Stare Baške. Tukaj pa do te plaže pridete pač z avtomobilom. Tle gor 50 metrov višji sem ga pustil. Do te plaže Zale pa pridete, se pravi, greste čez celo Staro Baško, in potem prečkate in greste še kakšne, bom rekel, kilometer pa pol naprej in pridete do te plaže. Čudovita, gužve ni nikoli, ker ljudje ne vejo za to plažo. Jaz imam tudi en super video posnetek narejen z dronom te plaže, tako da se vam je zdajle zgoraj se vam je pokazal link do te plaže, tako da ga lahko kliknete pa pogledate. Te linki so se prej tudi že pri Baški pokazali, si lahko Baško pogledate, pa pri tej plaži Zlati, tako da poglejte si še te video posnetke, boste res videli, kako je tukaj zelo lepo. Tudi ni samo ta plaža, če greste malo naprej ali malo nazaj, so še drugi taki lepi zalivčki, kjer se lahko kopate, ampak gre naprej še cesta, sicer makadamska, mogoče malo problem za parkirati, ampak še kakšen zanimiv krajček se tukaj najde. No, to sem jaz pač potem splezal malo gor na ta hribček in sem naredil en posnetek te plaže Zale, takole izgleda malo iz višjega. Saj pravim, komplet posnetek si pa poglejte tam, ko se vam je prej pojavil ta link, boste pa res videli, kako je ta plaža res zelo lepa. No, to sem se jaz takole ulegel, pa malo, bi rekel, se spočil, meditiral, v glavnem super je na tej plaži. No, naslednji kraj, ki je med Slovenci zelo popularen, so Njivice. Njivice so bile včasih staro ribiško mesto, zdaj je pa to ratalo čisto turistično, ogromno je ljudi. Tisti, ki imate radi, greste zvečer se malo sprehoditi, kaj pojesti, spiti, vam bo v Njivicah všeč. Vse je lepo urejeno. Tukajle je ena taka lepa peščena plaža, potem tudi na drugi strani Njivic je tudi še ena taka lepa peščena plaža in moram reči, da skozi ob Njivicah, ki so se zdaj kar razširile, oziroma te krajiči zraven se sicer nekako malo drugače imenujejo, ampak to so v bistvu vse Njivice, ker se vse skupaj drži. Če iščete tukaj v Njivicah apartma, se vam je zdajle gor pojavila povezava, je en zelo, zelo zanimiv apartma, ki je čist ob morju in zelo super lokacija, ni gužve, do morja imate 30 metrov, je takle pesek, pa tudi borov gozdiček je, tako da ste v senci, tako da je super apartmajček, poglejte si video, pa se potem boste sami videli, ali je to vam všeč ali ni. No, v Njivicah je tudi en velik kamp, ki imajo tele mobilne hiške, ki so pa sicer v glavni sezoni izredno drage in jaz ne bi niti
pod razno jih najel. So pa zelo poceni, če greste za 1. maj ali pa potem po sezoni. Enkrat je bil en moj prijatelj, je za 2 dni za 4 osebe plačal 45 evrov, se pravi 22,5 evrov na dan za 4 osebe, se pravi 6 evrov na osebo, še manj, ni to pač neka taka cena. Drugače pa morate vedeti, priljubljen kraj so Njivice, ampak je kar gužva, ampak je lepo, vse urejeno, tako da meni je všeč. Ampak, kakor sem rekel, meni je v vseh krajih na Krku všeč. Naslednji kraj na otoku Krku, ki je pa, bom rekel, manj poznan in tudi ljudje se ga nekako izogibajo, to je pa mesto Omišalj. To je prvo mesto na otoku Krk. Ljudje se ga izogibajo zato, ker tukajle, ko vidite tole na tej sliki, tukaj je ena taka skladišče nafte. In to ljudje potem takoj mislijo, da je vse zasvinjano z nafto in tako naprej, ampak to sploh ni res. Tela skladišča so samo na drugi strani zaliva in je celo to zanimivo gledati. Vse ostalo na tej strani zaliva, kar to zdajle vidite, je pa vse zelo lepo urejeno in tudi taka, bi rekel, veliko je zelenega, tako da je tudi v največji vročini je za zdržati. Tukaj tudi poznam en zelo lep apartma Iban, ga tudi najdete na tej spletni strani Otok Krk. Čist v senci, sam 100 metrov do plaže, tako da izredno super apartma. Pa to morate vedeti, tukaj v tem Omišalju so cene bistveno nižje, kakor v krajih, mislim, z Baško se sploh ne da primerjati, Baška je najdražja, to morate vedeti, potem so pa Njivice, Malinska, mesto Krk, to je tudi kar drago. Omišalj je pa ravno zaradi tega, ker ljudje malo nočejo hoditi sem zaradi te skladišča nafte, je pa, bi rekel, kar bistveno cenejši. Jaz sem tudi, dokler nisem tukaj bil, sem mislil, zaradi te nafte pa ne bom hodil, ampak glejte, to te absolutno nič ne moti in je super. Glejte, tudi tukajle, ko sem z miško čist na koncu, vidite, tukaj je tudi še neka taka divja plaža, sem se enkrat kopal, zelo lepa in zanimiva, tako da ne črtati Omišalj, da v Omišalj pa ne greste, ker ni tako slabo. Poleg tega je to zanimivo staro mesto, v okolici Omišalja imate še neke rimske ostanke, ki si jih greste lahko pogledati, več o tem si preberete lahko na strani Otok Krk. Drugače pa tudi spodaj v opisu videa najdete povezave od vsakega kraja posebej so opisane plaže. Tako da tukaj za Omišalj boste tudi videli, da je veliko plaž in da so zanimive plaže in da nikakor ni tukaj brez veze. No, naslednji kraj je, v katerega jaz pa mogoče največkrat grem, je pa Šilo. Glejte, tole je pač Šilo iz zraka. Šilo gleda proti kopnemu, na drugi strani je Crikvenica. Tudi v Šilu so cene malo nižje, kakor ne malo, bom rekel, kar nižje, kakor v Njivicah, Malinski, še posebej pa Baški. Pač nekateri nočejo iti v Šilo, jaz sicer ne razumem, zakaj. Meni je Šilo čist tak prijetno mesto, tako da se zelo rad vračam. Jaz tukaj hodim v apartmah eni starejši, zelo prijazni gospe, tako da se imam super. Glejte, tole je še drugi del Šila, to je tak zanimiv zalivček, ampak glejte, še posebej zanimivo je pol, glejte, jaz se hodim kopat v tele zalivčke tukajle,
zadaj, vidite tukaj, ko sem z miško, ne. To so zalivčki, pridete v en zaliv in če niste v glavni sezoni, ste čisto sami, če pa ste v glavni sezoni, je pa mogoče še 5 ali pa 10 ljudi in imate zalivček čisto zase. Potem tukaj je neverjetno veliko makadamskih poti, ki so super, če greste zjutraj teč ali pa kolesariti, in ne, to je to, kar zdaj vidite, je proti Vrbniku, so na tej strani, in tudi na drugi strani proti Klimnu pa Solinam. Tako da tudi tukaj je meni super. No, v Šilu mi je zelo zanimiv tale jezek, to je, ste prej videli na sliki, tukaj je tudi manj ljudi, jaz grem zjutraj, če grem teč, grem vedno do tukaj teč, tukaj se še skopam, nikoli ni veliko ljudi, tako da meni je v Šilu super. Tudi to je bilo včasih izključno ribiška vasica, tukaj imajo še ribiči za opazovanje rib, tako zanimivo za videti. Tako da Šilo je zanimiv. No, tole so pa Soline. Soline so od Šila oddaljene, ne vem, dobrih 10 minut z avtom. Soline se pravi zato, ker so včasih tukaj soline bile. Zdaj bi pa tukaj naj bi bil pač to blato, ki je, naj bi bilo zdravilno in se ljudje s tem mažejo, ker pač naj bi bilo to blato zdravilno. Zdaj, ali je res, ali ni, to vam je žal ne vem povedati, ampak jaz, kadar grem, se to malo namažem, če ne drugega, ne, za foro. Škodljivo verjetno ni, če je pa zdravilno, pa tudi dobro. Tukaj je ful super v teh solinah, ker je zelo, to je čišči zaprt zaliv in tudi zelo dolg časa, vi če boste, ne vem, 200 metrov hodili, če greste 200 metrov po vodi, bo globina vode samo 1 meter. In tudi na začetku, ki je takale čisto plitka voda, je super za kakšne take, bi rekel, zajebancije, ali za kakšen fuzbal igrati, ali kaj takega, tako da je super. Pa veste, kaj je tukaj še super? Tukaj je že za 1. maja, če majčkeno sonce posije, je tukaj temperatura vode že tudi do 25 stopinj, bom rekel. V tej plitkvi, čist plitkvi, ki se pa seveda ne da kopati, ki ima, ne vem, 10-20 centi, je to voda prav taka mlačna, tako da, in potem se to malo premeša in tam, ko je voda 1 meter globoka, jaz mislim, da ima kar 25 stopinj in brez težav plavaš že za 1. maja. Tako da jaz to, kar hodim v predsezoni, se vedno hodim kopati sem, ker je pač voda veliko bolj topla. Nikoli pa tukaj nisem šel v glavni sezoni, sicer kakor sem rekel, jaz običajno na hrvaško obalo v glavni sezoni ne hodim, ker so najvišje cene, največja gužva in se mi to nikakor ne zdi logično, takrat grem raje v Bosno ali nekam drugam na potovanje. Tako da niti ne vem, ampak hotel sem reči, da ne predstavljam si pa, koliko je tukaj vroča voda v glavni sezoni, tako da avgusta pa jaz tukaj v nobenem primeru ne bi šel. Ampak tudi, če ste rečemo tukaj v Klimnu ali v Čižičih, v bistvu se samo malo zapeljete, pa greste izven tega zaliva, pa ste potem v tem kanalu, kjer je pa potem bolj normalna temperatura vode. Tukaj je tudi en tak pomol, zelo dolg, po mojem je dolg kar čez 100 metrov in greš lahko po njemu, ko prideš do konca, je že voda malo bolj globoka, lahko tukaj se uležeš, tako da meni osebno so tele soline zanimive. In tudi, rečemo, sam, če grem v Šilo, je tukaj le bližnjica in se peljem čez soline in vedno se ustavim, ker pač mi je zadeva interesantna. Tukaj v bližini solin, Čižičev, Klimna, je tudi jama, ki se imenuje Biserujka. Zanimiva kraška jama, sicer ni to neka velika jama, ampak glejte, v primeru, da je pred vami kakšen deževen dan, se vam to jamo izplača iti pogledati, če nimate
kaj drugega delati. No, naslednji kraj, izredno zanimiv, ampak kakor sam opažam, med Slovenci bolj slabo poznan, je pa Vrbnik. To je en tak kraj, bi rekel, kakor Piran, samo da je malo bolj dvigen in da kakor tukajle vidite na tej sliki z zraka, izredno lepi pogledi na morje, tako romantično mesto, bi rekel. No, to je slikano iz druge strani, lep kraj. Ta mesto vas bo navdušil za tem ozkim ulicam, raznim trgovincem. Vrbnik je tudi znan po vinu, tukaj se skoraj vsak, se zelo veliko domačinov ukvarja z vinogradništvom. Namreč preden pridete v Vrbnik, je tako imenovano Vrbniško polje in tam je cel kup vinogradov. To je včasih bilo celo jezero, ni bilo jezero, poplavljalo je, včasih je bil, včasih ni bil, potem so pa to že pred več kot 100 letih naredili, bi rekel, prav tunel, da se ta voda zliva ven v morje, tako da več ne poplavlja in zdaj imajo tukaj vinograde in menda, da pač je to vrbniško vino kar priznano. Tukaj vsi prodajajo vino, tudi imajo degustacije, nekateri vam ga bojo tudi brezplačno ponudili, tako da po tem Vrbniku se je zelo zanimivo sprehoditi. Tik preden pridete v Vrbnik je vinarija Katunar, upam, da sem prav izgovoril. To naj bi bila največja ali pa ena največjih vinskih kleti na Vrbniku. Jaz sem se tukaj ustavil, to je šef, pa je bilo malo degustacije. Ta degustacija je v bistvu brezplačna, pa seveda potem kupiš kakšno flašo vina in to je to. Lahko pa naročiš tudi, da ti za jesti pripravijo in tako naprej. No, to je pa najbolj priljubljena terasa najbrž v Vrbniku. Tukaj pač ljudje velikokrat pridejo na kavico, kozarček vina, sok ali karkoli že, tako da to sliko tudi velikokrat vidite kje na Facebooku, Instagramu. No, to je po Vrbniku meni najbolj priljubljen lokalček, še veliko bolj kot tista terasa. Takale simpatična hiška in glejte, takole jim pa izgleda terasa. In tukaj dol, ko pogledaš, je zelo strmo, dol se v morje spusti, v glavnem super zadevca, imajo tudi hrano, sem tudi že jedel tukaj, tako da tudi slabo za jesti ni, lahko pridete pa samo na kavico, v glavnem zelo super se boste počutili in vam ne bo žal, če boste šli sem. V Vrbniku pravijo tudi, da imajo najožjo ulico na svetu in to naj bi bila tale ulica, vidite, koliko je široka, ne vem, pol metra. Zdaj, a je to res najožja ulica na svetu ali ne? Vsi njihovi te turistični prospekti jo promovirajo kot najožja ulica na svetu. No, tole sem pa jaz bil v enem apartmaju v Vrbniku leta 2014, ki mi ga je zrihtala Diana, vem, da hoče, da to dodam. Izreden apartma, glejte, takole sem imel teraso in sem gledal na Vrbnik, tudi noter je bilo izredno lepo urejeno, super sobe, res vse narejeno z okusom, tako da to je bilo že okoli 1. novembra, ampak sem se tukaj imel res super. Tako da, glejte, v Vrbnik verjetno na morje ne boste šli, saj Slovenci ne hodijo veliko, ne vem zakaj, ampak glejte, če ste na otoku Krku, vzamete si en popoldne, pa ga pejte obiskat, ker je izredno zanimiv. Seveda ni pa nič narobe, če greste tudi na dopust tukaj, veliko apartmajev zanimivih, tudi veliko plaž za kopati in tako naprej. No, tole je pa še Punat.
Punat je znan predvsem po temule otočku Košljun, ke je izhodišče, greste z ladjico in ste v 5 minutah na temule otočku. Zelo zanimiv, zelo lep, v končni fazi z ene strani bi rekel, da se tudi preplavati da do njega. Jaz to še nisem probal, ampak se da. Glejte, iz Punata nimam neki veliko slik, tako da vas ne morem za slikam razvajati, ampak je Punat tudi zelo zanimivo mesto. Ga tudi priporočam, še posebej tisti del, ki gleda proti Stari Baški, tam so neki apartmaji in ni neke hude gužve in dol je lepa plaža in imate tudi ogromno možnosti za sprehajanje, za kolesarjenje, za pohodništvo. V glavnem, Punat je kar super zadeva, tako da ne bo vam žal, če boste šli. Tudi v Punatu so tudi cene nižje kakor te 3 kraji, ki jih večkrat omenjam, Nivice, Malinska, Baška, tako da jaz sem prepričan, da boste tudi v Punatu zelo zadovoljni. No, še en kraj, ki ga pozna, bom rekel, bolj malo Slovencev, je Risika. To je en kraj, bi rekel, če greste po tej strani ob Kopnem, ki gleda proti Kopnem, proti Vrbniku, greste čez to Risiko. Ta Risika sicer ni čisto ob morju, je pa, v bistvu se potem dol spustite in kopate se tukajle. Tukaj vam sicer parkirplac računajo, ne vem, koliko je, ni to neka velika sila, izgleda takole, ampak tukaj, če pogledate na levo stran, če greste tukaj naprej, ta cesta, sicer makadamska, vodi proti Vrbniku, tukaj se lahko pa kjerkoli ustavite, nič ne plačate in pač se greste kopat. Celo ene 2 sta zelo lepa zalivčka, eden celo lepo v senci, tako da kar ni slabo tukaj, tudi ne, no, pa tudi cene so tukaj bistveno nižje kakor v tistih krajih, ki jih večkrat omenjam. Glejte, za na koncu še Malinska. Od Malinske tudi žal nimam nekaj zelo veliko slikc, ampak glejte, Malinska in to tudi vse zraven, kar spada k Malinski, to so potem neka naselja naprej proti Poratu. V bistvu to domačini vam bojo rekli, da to ni več Malinska, ampak za nas turiste je to Malinska, ker se vse skupaj drži. Ampak glejte, v Malinski je ena velika zanimivost, ki si jo pejte pogledat in je zelo zanimiva in tudi ne vem, koliko časa bo še na voljo. Tukaj v Malinski je včasih bil en prestižen hotel, igralnica, se pravi, naredili so ga, mislim, da po letu 70 in tukaj sploh niso imeli, državljani Jugoslavije sploh niso imeli vstopa. To so tujci množično prihajali in je zadeva menda zelo dobro laufala, potem sicer so bile tudi neke finančne težave, no, potem, ko se je pa začela vojna na Hrvaškem, so se pa tukaj malo begunce naselili in potem je zadeva začela propadati. Potem je to kupil en Ukrajinec, da bo vse prenovil, pa potem menda ni nič prenovil, ali je nekaj prenovil, pa potem to ni šlo, tako da to je zdaj zapuščeno. In jaz sem kar malo začuden, da to je možno iti pogledat. Sem prepričan, da to vedno ne bo možno iti pogledat, ker bo enkrat nekje nekdo tukaj nekaj si zlomil in potem bo občina tole vse najbrž zagradila in ne bo možno več iti to pogledat. Pejte pa si pogledat, ker je zelo zanimivo. Drugače pa Malinska meni tudi izredno zanimiva, izredno urejeno mesto, veliko možnosti, da greste teč ob morju, so urejenih teh ob morju, za teč je zelo lepo urejeno, nekje
po mestu seveda tlakovano ali asfaltirano, potem pa tudi na eni in drugi strani mesta so še neke poti, kjer greste lahko po njih. Ena najbolj znana je Rajska pot, jo najdete tudi opisano na tej moji strani Otok Krk. Tako da Malinska tudi zanimiva. Tudi če ne greste v Malinsko, tale hotel, ki se imenuje Haludovo, nujno ga pojdite pogledat. No, to je bilo vse, kar sem imel za povedati o Otoku Krku. Seveda, mislil sem, da bom končal neke pol ure, pa vidim, da smo 45 minut skupaj, tako da vse nisem mogel povedati. Več informacij najdete na tej moji spletni strani Otok Krk. Imate link spodaj v opisu videoposnetka. V opisu spodaj videoposnetka imate tudi povezave do vseh plaž, vseh teh večjih krajev. Vsak ta večji kraj je opisan, opremljen s slikami, vse znamenitosti, skoraj vse so opisane. Tako da mislim, da je ta spletna stran moja zelo informativna. Ni mogoče glih čist najbolj modernejšega dizajna, ampak informacije gor so pa, sem prepričan, da zlata vredne. Spodaj imate tudi v opisu tudi linke do nekaterih zanimivih videoposnetkov, ki sem jih naredil na Otoku Krku, tako da to si tudi poglejte. Če imate kakršnokoli vprašanje o Otoku Krku, mi ga zastavite v komentar tegale videoposnetka in vam bom z veseljem odgovoril. Če vam je bil ta moj videoposnetek všeč, če ste od njega imeli kakšno korist, vas prosim, če se naročite na moj kanal. To ne pomeni, da boste kakšne maile dobivali ali karkoli. To samo pomeni, da pač, če boste šli na YouTube, obstaja večja možnost, da bi se vam pokazal kakšen moj video. Naročite na moj kanal se tako, da kliknete tale rdeč gumb, kjer piše naroči, ga kliknete, pa potem kliknete še zvonček. Oglejte si tudi druge videoposnetke na mojem kanalu. Veliko zanimivih imam iz mojih potovanj, pa tudi neke druge teme obdelujem, tako da verjamem, da vam bo moj kanal všeč. Tako da hvala za pozornost. Še to, če imate vi kakšno zanimivo informacijo o Krku, jo pa tudi napišite v komentar tega videoposnetka, da pač bojo to gledalci vedeli. Tako da hvala za pozornost in se vidimo ob kakšni drugi priložnosti.